Dober dan. Končno sem dobil nazaj rezultate krvne analize in sicer o nivojih omega-3 maščobnih kislin v moji krvi. Zdaj, moja prva ideja je bila, da bi nekaj malega napisal v objavi o omega-3 maščobnih kislinah, pa o omega-3 indeksu, pa zakaj je v bistvu to pomembno. Ampak ko sem se pa v bistvu v raziskave malo spustil, sem pa dejansko sam videl, da kljub temu, da se zavedam, oziroma sem mislil, da se zavedam, kako pomemben je omega-3 indeks, pa samo razmerje omega-3, omega-6, nisem imel blage veze, koliko dejansko je pomembno. Teda sem se odločil, glede na to, koliko podatkov že imamo, pa kako presenetljivi so, narediti kar en nahajpan, malo bolj dolg vlog, tako da tisti, ko hočete poslušati, se pripravite za malo bolj izčrpno analizo, ker bom ven zbruhal čisto vse, kar vemo o omega-3 maščobnih kislinah, o nasploh maščobnih kislinah, o omega-3 indeksu, nasploh o razmerju omega-3, omega-6, kar do zdaj kaže raziskave. Predvsem sem se pa zato odločil zaradi enega razloga, ker se mi zdi, da so omega-3 maščobne kisline eno izmed bolj pozabljenih makrohranil v naši prehrani. Preden se spustimo na kladanje, bi se rad zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki že več kot eno leto skrbite, da se pač moja stran, pa moje delo, pa moja vsebina razvija v to smer, ker se razvija. Ok, zdaj se gremo prvo pogledati moje rezultate, pa jih dajmo postaviti v kontekst, da bo malo bolj jasno, za kaj se gre. Evo, to so moji rezultati. Tule zdaj gre bi se mogla slikica pokazati, upam, da bom lahko malo pobližal, da se bo v redu videlo. Zdaj, če prvo pogledamo to skalo, vidimo, da v bistvu mene sploh na skali ni. Oziroma, taka količina omega-3 maščobnih kislin, ko jih imam jaz v krvi, je sploh ni na skali. To je zaradi tega, ker pač jaz v vsaki stvari malo pretiravam. Tule sem dal še pa posebej pozornost, da sem res na dan zaužil večje količine omega-3 maščobnih kislin. Zdaj, niti ne toliko sama količina omega-3 maščobnih kislin v krvničkah oziroma v krvi meni ni toliko pomembna, kot pa razmerje med omega-3 pa omega-6 maščobnimi kislinami. Zdaj, raziskave kažejo, da se v povprečni populaciji giba razmerje med omega-3 pa omega-6 nekaj tam med 1:15 oziroma včasih tudi 1:30, so pa tudi že bile zaznane številke 1:60 v prid omega-6 maščobnim kislinam. Tudi študije na primer kažejo, da je neko optimalno razmerje za vse, o čemer bomo govorili pol, med 1:1 oziroma 2:1 v korist omega-6. Smernice so tam, da moraš pojesti ribjega olja minimalno 250 mg na dan, se mi zdi. Še boljše je, če pogledamo neke smernice od Huja, ko mislim, da so tam okoli 500 mg. Zdaj govorim na pamet, bom tule delil sliko, teda če sem se zmotil, se bo itak na sliki videl, ampak mislim, da je tam nekaj med 250 pa 500 mg. Jaz osebno, iz tega, kar vidim iz raziskav, plus tega, da se bolj osredotočam tule bolj na azijske države, predvsem Kitajsko pa Japonsko, tam imajo malo bolj dodelano, po mojem mnenju, iz vidika omega-3 maščobnih kislin, oni priporočajo 1500 mg dnevno. Teda jaz bi se bolj gibal okoli tega vnosa, 1000 do 1500 mg dnevno. In tu v bistvu se pojavi prvi in po mojem mnenju največji problem. In to je, da so nasičene maščobe demonizirane iz vseh strani in se še bolj spodbuja uživanje rastlinskih olj, visoko pregretih rastlinskih olj, se pravi, repično olje je kao najboljše olje za kuho, oziroma ne za kuho, za pečenje, zaradi tega, ker je obstojno na velikih temperaturah, in pol itak koruzno olje za solato, pa levo pa desno, v glavnem. Priporoča se, da se je čim več rastlinskih olj, pa čim manj živalskih, zaradi tega, ker vsebujejo nasičene maščobne kisline, ki so itak po mojem mnenju veliko preveč demonizirane, tako bi pa v resnici mogli biti. Tudi o tem bomo nekaj povedali pol. Pa da ne bo kdo mislil, z rastlinskimi olji samim po sebi ni nič narobe, zato ker vsebujejo omega-6 pa določene druge maščobne kisline, ko jih pač bomo mogoče pol tudi malo nekaj omenili, ampak problem je, ko se toliko promovira, da se mora rastlinska olja jesti pa čim manj živalska, oziroma pač čim več rastlinska, da se pol to razmerje vedno bolj giba proti 15:1, ne proti 1:2 oziroma 2:1 v korist omega-6. Ok, zdaj pa gremo naprej. Najprej si bomo pogledali, kaj sploh omega-3 indeks je, pa kaj v bistvu sploh so omega-3 pa omega-6 maščobne kisline, da bo vsem čim bolj jasno, o čem bom danes govoril. Omega-3, isto kot omega-6, so esencialne maščobne kisline, ki jih velikokrat zaznamo tudi z kratico PUFA. Zdaj, esencialne pomeni, da jih naše telo ne more samo narediti. Se pravi, ne omega-3 ne more samo narediti, ne omega-6. In jih moramo vnesti skozi prehrano. Zdaj, s prehrano, se pravi iz naravnih virov, iz lososa, iz čija semen, iz lanenih semen, bomo vnašali že grajene maščobne kisline, se pravi že grajeno omega-3 pa omega-6. Za dodatki bomo pa vnašali dele, tako da bi rekel neke gradnike oziroma cigle, da bo lahko naše telo zgradilo pol omega-3 maščobno kislino. Se pravi, omega-3 sta DHA pa EPA, iz katerih pol telo zgradi omega-3 maščobne kisline. Prvo omega-6 so pač druge.
Zdaj, v čem se najbolj razlikujejo omega 3 pa omega 6, če pogledamo njihovo verigo, se bo tule zdaj pokazala, pa preštejemo, pri omega 6 imajo na 6. atomu dvojno vez od konca, pri omega 3 imajo pa na 3. atomu dvojno vez. In s tem se tudi razlikuje njihovo delovanje v našem telesu. Zdaj, najbolj, kar se povezuje, omega 3 se povezuje najbolj z protivnetnimi procesi, omega 6 se pa povezuje z provnetnimi procesi. Zdaj, to ne pomeni, da so omega 6 slabe, zaradi tega, ker mi rabimo odziv telesa, da je vnetni proces pri določenih zadevah, ker drugače telo ne zna popraviti določenih napak oziroma določenih poškodb. Tako da rabimo vnetne procese, ki nam jih pomagajo zrihtati omega 6 maščobne kisline. Seveda niso samo zato, bomo tudi pol v nadaljevanju pogledali, kaj vse še lahko koristijo omega 3 in omega 6, ampak s temi stanji se največ povezujeta. Zdaj, tako sem že prej rekel, poznamo 3 glavne oblike, ko si jih lahko predstavljate tako neke cigle, to so DHA, EPA pa ALA. Zdaj, DHA pa EPA najdemo v živalskih virih, ALA najdemo pa v rastlinskih virih. Za DHA so si študije kar enotne, po mojem mnenju, da se predvsem kaže, da je ful pomembno pri razvoju možganov, dojenčkov in zarodkov, pa za sploh dobro delovanje možganov pri starejši populaciji oziroma pri že odrasli populaciji. Prenizke ravni so naprimer povezane lahko z motnjo pozornosti, z raznimi stanji, tako so naprimer neka depresivna motnja oziroma depresivna stanja. Zdaj upam, da bom prav povedal, ki se imenuje adrenolevkofibriloza. Se bo zdaj tule pokazalo ime, če sem se slučajno zastral. V bistvu je degeneracija mielinskih vojnic okoli živcev. Pa še bi lahko našteval, pač v glavnem predvsem vpliva na naše živčevje oziroma na razvoj možganov. Pa imamo EPA, to je še ena živalska oblika, ki se sicer kaže, da ni tako kritična pri razvoju možganov. Mislim, da imamo v možganih tam 200 do 300 krat manj v primerjavi z DHA. Kažejo se pa določene povezave v tu pa tam kakšni raziskavi z proizvodnjo nevrotropičnega faktorja. To je v bistvu rastni hormon za možgane oziroma za nevrone. So pa druge kvalitetne raziskave pokazale, da sodeluje pri sami integriteti celičnih membran. Se pravi, kako učinkovito bo naše celične membrane delovale v selektivni prepustnosti, v določenem encimskem delovanju, bla bla. V glavnem, kako bo naša celična membrana delovala, je ful odvisno od EPA maščobne kisline. Kaže se pa tudi, da delujejo kot nek pomočnik oziroma kot nek pomočnik signalizacije vnetnih procesov, ki se dogajajo pri nekih alergijskih reakcijah. Imamo pa še ALA, to je pa rastlinska verzija omega 3 oziroma gradnika omega 3, se pa tudi kaže, da v bistvu najbolj sodeluje pri proizvodnji nevrotropičnega faktorja oziroma pri učinkovitosti same proizvodnje nevrotropičnega faktorja. Bom v nadaljevanju povedal tudi, kaj je največji problem ALA maščobne kisline, zaradi tega, ker to je v veliki večini primerov pri veganih pa vegetarijancih glavni vir omega 3 maščob. Ok, kaj je zdaj omega 3 indeks? Prvo, kar moramo ločiti je, da imamo eno meritev in to je razmerje med omega 3 pa omega 6. To je to, kar sem jo šel delati, to lahko merimo v rdečih krvničkah ali pa v plazmi. Zdaj v rdečih krvničkah je ful bolj natančno, v plazmi je pa dokaj dober približek. Se pravi, za uno ceno, ko ga lahko dobimo v rdečih krvničkah, se skoraj bolj splača vzeti v krvni plazmi, ker je zelo dober približek. Ni pa čist natančno. To je pa v bistvu meritev, koliko je procentualno gledano omega 3 v naših krvničkah oziroma v plazmi, glede na vse maščobne kisline. Se pravi, imamo omega 3, omega 6, nasičene, transmaščobne, bla bla, karkoli pač imamo, koliko od tega je omega 3 maščobnih kislin procentualno. Študije kažejo, in to so si enotne, da je dober oziroma nek optimalen omega 3 indeks od 8% dalje. Se pravi, med 8 pa 12 je neka optimalna raven, ko bi jo mogli mi iskati. Zdaj pa kaj sploh pomeni dobro oziroma optimalno? To pomeni, da bliže, ko bomo teti osemki, bolj okoli tete osemke, ko se bomo gibali, bolj bomo imeli oziroma manj tveganja bomo imeli za razvoj določenih stanj, ki jih bomo zdaj omenili v nadaljevanju. Se pravi, manj kot 8 poveča tveganje, 8 ali več oziroma v bližini oni osemke pa signifikantno znižuje tveganje za teta stanja. Čist na hitrico se bom ustavil zdaj še tule, ko sem prej rekel, da bom omenil za ALA rastlinsko verzijo omega 3 maščobne kisline, kaj je pač problematika. Zdaj, nič ni narobe, nič nimam proti veganizmu pa vegetarijancom, sam pač to, da vas upozorim. Problem je v tem, koliko naše telo zna iz količine ALA maščob, ko jih mi vnesemo v naše telo, narediti dejansko omega 3. In potem je naše telo zelo slabo. Zdaj, če pogledamo študije, se kaže, da od celokupne količine ALA maščobne kisline, ko jo mi zaužijemo, zna naše telo v najboljšem primeru iz tega narediti 2 do 3% omega 3. Se pravi, iz 500 mg ALA kapsule, naprimer, dobimo 15 mg omega 3. In zdaj, če upoštevamo najnižje smernice, s katerimi se jaz osebno ne čist strinjam, to je 250 mg na dan, si lahko sami izračunate, koliko ALA olja bi mogli zaužiti, da bi dobili 250 mg ribjega oziroma omega 3 olja.
Zdaj, ful dobra alternativa za to so naprimer rakci, ko so v bistvu morske žuželke načeloma, ampak tudi s tem imajo določeni vegani problem, tako da samo kot opozorilo pač pazite, da boste vnašali dovolj iz ala verov. Ok, zdaj smo prišli pa končno do prve študije, ko je v bistvu bila pregled, da ne bom zdaj več trobil, zakaj je razmerje, pa zakaj je indeks tako pomemben, bomo šli zdaj pogledati, kaj v bistvu kaže se po študijah, da nastajajo problemi, če indeks ni tako, kot bi mogel biti. Prva študija je opazovala, kako je razmerje med omega-3 pa omega-6 povezano z debelostjo. Zdaj, ne bom preveč nakladal, zaradi tega, ko bo itak vlog še dolg, da bom zdaj tule gr delil, da si lahko sam zaustaviš, daš na pauzo, lepo pogledaš, kaj so zaključili, jaz sem pa čisto na kratko obnovil vmes. Najbolj mi je v bistvu bilo všeč pri tej študiji, da že takoj na začetku izpostavijo to kulturo, ali kako bi temu kakoli rekel, ko se gleda samo kalorije not, kalorije ven, ne gleda se pa, iz česa pridejo tiste kalorije, pa kakšne metabolne procese vklapljajo tiste kalorije. O tem sem govoril tudi v mojem prejšnjem vlogu, 5 najpomembnejših elementov prehrane, ko se bo zdaj pojavil tule gr, pa lahko si pogledaš. Tule gr, na primer, zdaj citiram, bo slika se pojavila, ko močno izpostavijo, kakšne efekte ima suplementacija z večinoma rastlinskimi olji, se pravi omega-6 maščobnimi kislinami na naša telesa, iz vidika encimskih poti, iz vidika nevrotransmiterjev, iz vidika procesov, ki se dogajajo vnetnih protivnetnih, in pa kak učinek ima suplementacija več omega-3 v primerjavi z omega-6. To oni lepo povejo, da je to močna razlika in da seveda imajo prednost oziroma bolj pozitivne učinke omega-3 maščobne kisline. Na tem grafu se v bistvu najbolj vidi to. Zdaj tule na primer pokažejo, da se je pri eni ful kvalitetni študiji na ženski populaciji predvsem pokazala drugačna signalizacija za nalaganje maščob v telesu, ko je bilo razmerje omega-6 proti omega-3 različno, se pravi večje ali pa manjša razlika je bila, drugačna signalizacija za nalaganje maščobnih kislin je bila. Predvsem se je pokazalo to, da več ko je bilo omega-6 oziroma bolj velika razlika, ko je bila v razmerju, bolj se je pokazala aktivacija poti oziroma encimskih procesov za nalaganje maščobnih kislin. To seveda še vedno ne pomeni, da če bomo merili pod kalorijami, bomo pa mi nalagali maščobo, oziroma se bomo pa redili, ampak pomeni pa, da bo pa telesna konstitucija verjetno malo manj optimalna. Se pravi, več maščobne mase, manj mišične mase, oziroma težje pridobivanje mišične mase, težje izgubljanje maščobne mase. Naprimer, tu se tudi kaže, sicer pri določeni populaciji, ne na svetovni populaciji, ampak se kaže povezava med več, ko je omega-6, manj, ko je omega-3, se pravi večja razlika, ko je v razmerju, se kaže pojavnost tipa diabetesa 2, oziroma diabetesa tipa 2. In tu je bil primer, oziroma v povprečju je bilo razmerje med omega-3 pa omega-6 16:1, kar je dejansko v bistvu danes standard. Sicer je še velik vpliv omenjenih v študiji, pa si lahko sami preberete, jaz bom to delil v Patreon skupino, ampak bi pa izpostavil še enega, ko pa je bolj v bistvu vpliv na centralni živčni sistem. Tule so pa pokazale raziskave, da se ob višjih nivojih omega-6 maščobne kisline v telesu, se pravi spet večje, ko je razmerje v prid omega-6, se kaže pojav leptinske rezistence. Leptin je eden izmed glavnih regulatorjev našega apetita. In zdaj, če leptin ne deluje tako, je treba, pol lahko pride do tega, da mi, ko jemo, naše telo ne zazna zaradi določenih poti oziroma zaradi določene neaktivacije kakih procesov, naše telo ne zazna tiste sitosti iz hranil, ko jih dobimo, in lahko prej pride do prenajedanja. To spet ne pomeni, zakon termodinamike spet drži, da ne bo kdo spet kaj si narobe vzel, ampak lažje se bomo prenajedali, oziroma prej bo prišlo do prenajedanja, oziroma do povišanega vnosa kalorij, če bo se pojavila leptinska rezistenca, ki se pa lahko pojavi zaradi prevelikega razmerja med omega-6 pa omega-3. Gremo dalje. Naslednja študija je pokazala spet v bistvu, kako razmerje med omega-3 pa omega-6 vpliva na samo metabolno zdravje. Zdaj, metabolno zdravje pomeni zdravje prebavljanja vseh komponent, ko jih pač mi damo v telo, oziroma nasploh metabolni procesi, ki se dogajajo v telesu z hranili. Zdaj, tu mi je bil v bistvu najbolj všeč zaključek, zato bom prvo prelepo zdaj tule gr zaključek, pa si ga vsak sam prebere, ampak na kratko zaključili so, da se skoraj z zagotovostjo kaže, da je optimalno razmerje med omega-3 pa omega-6 2:1, oziroma 1:1, zaradi tega, ker je takrat bolj učinkovito oziroma boljše metabolno zdravje. In pa všeč mi je bilo tudi to, da so zaključili, da bi mogli populacijo izobraziti, kako je razmerje med omega-3 pa omega-6. So pa vmes tudi neki povedali, kaj se iz študij kaže, oziroma kakšne povezave kažejo študije med omega-3 pa omega-6 in samimi rakavimi obolenji. To se bo zdaj zelo pokazalo. In glej ga zlomka, spet so prišli do zaključka, da so najboljša izhodišča pri rakavih obolenjih, če je razmerje 2:1 oziroma 1:1. Tule, na primer, to mi je bilo tudi zanimivo, sicer jaz sem zasledil, mislim, da sem 2 študiji, ali mogoče 3, mislim, da 2, ko se kaže med astmo
pa med razmerjem omega-3. Predvsem se kaže, da kakor gre razmerje čez 5 proti 1, da je vedno večje tveganje za astmo pri določenih ljudeh, oziroma pač, ki imajo predispozicije za astmo. To mi je tudi bilo zanimivo. Teta, ko načeloma niti ni tako presenetljiva, se je tudi pokazala, oziroma v teti študiji, ko so pregledovali vplive, se je pokazalo, da je močna povezanost med omega-3 pa omega-6 razmerjem, predvsem, da je v prid omega-3 oziroma čim bolj mala razlika in da močno razliko naredi količina DHA maščobnih kislin v možganih. Spravi, več ko je DHA maščobnih kislin v možganih, manjša je incidenca oziroma možnost za razvoj Alzheimerjeve. Oziroma je razvoj same Alzheimerjeve bolezni upočasnjen. Evo še en lep zaključek pregleda študij spet od drugih raziskovalcev, ko ga sploh ne bom zdaj obnavljal, zaradi tega, ker so ga lepo po alinejah napisali in bom tu gre delil. Dej si na pauzo, poglej si, kaj po alinejah oni pišejo, da so zaključili, oziroma kaj priporočajo. Je pa tudi to, s čimer se močno strinjam, kar tudi raziskovalci omenijo v tem pregledu študij, da vnos omega-6 maščobnih kislin iz olj ni evolucijsko skladen z nami, oziroma ne v takih količinah, seveda. Zdaj, preden se kdo vtakne v to, da sem izpostavil tule evolucijo, se mi zdi, da še vseeno nismo imeli načina, oziroma nismo imeli niti možnosti iztiskati rastlinskega olja iz vsakega semena, ko smo ga najdli, ampak da smo pač tisto seme verjetno pojedli, kjer pa seveda nismo dobili omega-6 maščobnih kislin v takih količinah, ko jih dobimo danes. To se je začelo dogajati šele, ne vem, 100-150 let nazaj. Evolucija pa mislim, da je trajala 1 milijon 200 tisoč let, 10 tisoč let, karkoli hočeš izbrati. Mislim, da če gremo bolj nazaj kot 150 let, da smo še vedno bolj prilagojeni na nekaj, kar se je dogajalo 10 tisoč let oziroma 200 tisoč let, ko pa nekaj, kar se dogaja zdaj 150 let. Mi je pa všeč, da seveda to ni samo moje mnenje, oziroma da je to mnenje vedno bolj popularno tudi v vodah znanstvenikov, kot so bili teti znanstveniki, ki niso slabi znanstveniki in so naredili res dober pregled. Ok, tule bi zdaj sam dodal en moj point, katerega sem že prej izpostavil, pa ga bom zdaj še enkrat, in to je sama problematika menjavanja nasičenih maščob z rastlinskimi olji, oziroma nadomeščanja nasičenih maščob z nekimi rastlinskimi olji, zaradi tega, ker so nasičene maščobe pa demon stoletja oziroma tisočletja. Ja, je povezano s tem, da če nam LDL naraste v telesu oziroma v krvi, da se povišajo koronarne težave oziroma samo kardiovaskularno stanje, ampak ni tako enostavno, da samo, zdaj bomo pa vnesli nasičeno maščobno kislino, pa bomo zaradi tega čez 10 ali pa 20 ali pa 30 let razvili neko stanje srčno-žilno, ko bo pa zaradi tega, ker smo pa jedli nasičene maščobe pretežno v naši prehrani. In to tudi pove zdravnik, ki je v bistvu eden izmed glavnih od tistih, ko delajo smernice za vnos nasičenih maščob, transmaščob, omega-3, pač nasploh maščobnih kislin, ki izpostavi sam, bom sicer delil link od spod, si lahko sam pogledaš, tukaj se bo slika pojavila, izpostavi sam, da res težko iz raziskav zaključimo, da samo povečanje nasičenih maščob v prehrani poslabša kardiovaskularno stanje. Je res, da poveča LDL, ampak ne poveča samo LDL. Zdaj sem glih nazadnje bral eno raziskavo, ko jo lahko delim od spod, če jo bom najdel, kak je CLDL celo pozitivno vpliv na določeno stanje. To zdaj na pamet govorim, ker ne vem točno, kaj sem prebral, od spod bo link, če bom najdel. V glavnem, sam gospod, ki je postavil smernice, se ne strinja s tem, da samo vnos, oziroma samo povečan vnos nasičenih maščob v prehrani sam od sebe povečuje samo LDL in zviša tveganje za kakršnokoli kardiovaskularno težavo. Zdaj čisto na hitro se lahko čisto malo nekaj povem, ampak to je seveda moje mnenje, ki sem si ga jaz ustvaril iz raziskav, ko sem jih prebral. To ne pomeni, da imam jaz prav, to samo pomeni, da sem si ustvaril mnenje glede tega, kar jaz mislim, da zdaj pretežno kažejo raziskave. In to je, da ni pomemben samo skupen holesterol, je tudi pomemben, samo če ti pogledaš skupen holesterol 5,5, to je pa povišano, zdaj pa ne vem, čez 10 let razvil neko kardiovaskularno stanje. Ja, kako je pa razmerje med LDL pa HDL? Ne bomo govorili o puhastih delcih, pa o topljivih delcih, pa o malih delcih, pa o velikih delcih, samo pogledaj, kako je razmerje. Večji, ko je HDL, večji bo tudi skupni holesterol. In če se pač poveča količina HDL-a ob tem, ko se poveča tudi LDL. Idealno je itak, če se poveča HDL, pa zmanjša LDL, ampak skupni holesterol ni sam po sebi mera za tveganje oziroma za netveganje, če ne gledamo razmera med LDL pa HDL. Si lahko pogledaš moj vlog, ko sem govoril o nasičeni maščobi, ni pa sama nasičena maščoba po sebi strupena in na dolgi rok ne bomo zdaj razvili kardiovaskularnih težav, samo zaradi tega, ker bomo pač povečali nasičeno maščobo v prehrani. To seveda ne pomeni, da moramo jaz sam nasičeno maščobo, jaz se sam ne strinjam s smernicami, da jih lahko pojemo sam 10% dnevne količine. Predvsem zaradi tega, ker se kaže, pač
ali izpostavimo epidemiološko študijo, ali pa ne izpostavimo epidemiološke študije, ampak dajmo izpostaviti epidemiološko, čeprav so mogoče dokazi iz vidika kvalitete malo slabši, s čimer se strinjam, ampak če razdelimo svet na poloblo na uni strani, ko je Azija, pa na uni strani, ko je Amerika, se kaže epidemiologija iz vidika nasičenih maščob čist drugače. Na levi strani, ko je Amerika, se bo pokazalo, da povišan vnos nasičenih maščob na dolgi rok poslabša samo zdravje oziroma samo kardiovaskularno zdravje. Kar je logično, glede na to, da nasičene maščobe prihajajo iz visoko procesiranih izdelkov v veliki meri. Na desni strani, ko imamo pa mi Azijo, ko imaš epidemiološke študije, ko so stare, ko so jih delali 15 let, 20 let ali pa 10 let, pa kaže pozitiven vpliv na samo pojavnost kapi, na primer. Mislim, da je bila ena študija, ko je trajala 15 let, sem v unem videu omenil, tako da v unem videu si lahko pogledate. Skratka, mislim, da je bila delana 10 ali 15 let, na populaciji 350 tisoč ljudi, nekaj takega. Pokazalo se je, da višja, ko je bila količina, oziroma višji, ko je bil vnos nasičenih maščob v prehrani, manjša je bila pojavnost kapi. Zdaj, očitno, res je, epidemiologija ni kot kvaliteta, ampak veliko kjer prehranski svetovalec mi omeni, ja, tu je pa treba gledati epidemiologijo, sicer je manj kvalitetna, ampak je bolj na dolgi rok. Ok, sam poglej, epidemiologija iz Azije oziroma iz ene poloble, pa epidemiologija iz druge poloble, kaj se kaže, pa zakaj prihaja do takih razlik. Moje mnenje je, da to prihaja zaradi tega, ker je na eni strani visoko procesirana hrana, nasičene maščobe, na drugi strani pa ribe, rdeče meso, belo meso, mast, živalska seveda, maslo, v glavnem manj visoko procesiranega vnosa oziroma manj vnosa nasičenih maščob iz visoko procesiranih stvari. V glavnem, preda če zaidem, glede na to, da sem začel tule zdaj malo ramblat, hotel sem povedati samo to, da me moti, da je zaradi tega, ker smo pač ljudje neizobraženi oziroma je pač populacija čisto neizobražena iz vidika omega 3 pa omega 6, da se menjava predvsem nasičene maščobne kisline, zato ko so tako demonizirane, ker je tako slabo vse kao, ko jih vnašamo, z rastlinskimi olji. Predvsem z visoko procesiranimi rastlinskimi olji, ki se pa v bistvu obdelajo z visoko toploto, predvsem v procesiranih izdelkih. Še enkrat, to ne pomeni, da so sama olja rastlinska sama po sebi strupena. Nočem tega povedati. Problem je sam količinski vnos, ko se zdaj dogaja. Ok, zdaj smo videli, kako pomembno je razmerje 2:1 oziroma 1:1, kar je idealka, oziroma da strmimo čim bolj proti temu razmerju. Se pravi 5:1, če to dosežemo skozi prehrano, pa malo z dodatki ribjega olja, je to. In zdaj, kako bi lahko to najlažje dosegli? Zdaj, najlažje seveda je, da samo enostavno povečaš omega 3 maščobne kisline v prehrani. To lahko narediš na tak način, da ješ več morske hrane, predvsem lososa oziroma takih podobnih masnih rib, kot je losos, ker res na 100 gramov dobiš 2000 mg ribjega olja, ampak seveda nočemo dosegati sam smernic, hočemo zmanjšati razmerje, oziroma da je pač čim manjša razlika. Zdaj pa, sam si kriv, če na dan popiješ 2 deci sončničnega olja ali pa repičnega olja, boš pač mogel toliko več omega 3 olja pojesti. Zdaj pač druga varianta je pa, da lahko enostavno čim bolj izločiš rastlinska olja iz svoje prehrane, oziroma jih uporabljaš sam pač, da mal premažeš polno z njo, ne da se ti kopa v česen, da tako ga pražiš. Zdaj omenil bi reče to, oziroma kako vpliv imajo omega 3 maščobne kisline na samo kardiovaskularno zdravje. Tule je zdaj moje mnenje malo tek. Nisem še čist se odločil iz vidika raziskav, a bi lahko rekel, da imajo ful močen vpliv na kardiovaskularno stanje oziroma zdravje, ali ne. Zdaj, najboljši primer za to so, po mojem mnenju, eskimi, inuiti. Zdaj, to so pač ljudje, ko bolj ko ne jejo karnivor stil prehrane, takrat, ko so rastline, itak jejo tudi rastline, ampak to je res malo časa, zaradi tega, ker so itak, je vse tam zmrzeno, pa živijo v fucking snegu. Zdaj, raziskave so pokazale, da pojejo na dan približno poprečno 4000 mg ribjega olja. Drugo vse maščobne kisline, oziroma 90% maščobnih kislin, ko jih pa zaužijejo, pa prihajajo iz nasičenih maščobnih kislin. Hkrati imajo pa najmanjšo pojavnost kardiovaskularnih težav. Oziroma, ne bom zdaj rekel čisto zagotovost je najmanjša, ampak jaz mislim, da imajo najmanjšo pojavnost kardiovaskularnih težav. Seveda, zdaj to je sam korelacija, to zdaj ne pomeni, da zaradi takega vnosa omega 3 pač imajo, kljub temu, da jejo toliko nasičenih maščob, tako pojavnost. Verjetno je, ampak lahko tudi, da imajo kako genetsko predispozicijo. Zdaj jaz bom malo nekaj še nakladal, tule na moji desni bojo pa zraven letele še zaključki oziroma kaj študije kažejo, kako vpliv imajo na različne stvari. Bo se tudi gre pojavil tak moder oblaček, pa bo točno pisalo gre zdaj, ne vem, vpliv na možganje, vpliv na depresijo, vpliv na razvoj otrok, pa si lahko ustaviš video, pa si sam prebereš kak je zaključek, zaradi tega, ker če bi še za to vsako obnovil, bi bil vlog res dolg 1 uro.
Zdaj izpostavil bi samo to, bom tudi študijo od spodaj delil v opis, da sama oksidacija ribjega olja ne vpliva na kvaliteto oziroma na to, kar se zgodi po našem telesu, ko mi olje zaužijemo. To je živalska verzija omega-3 olja. Zdaj, to je tudi mene presenetilo, to je ena študija, ko je bila dejansko ful kvalitetna, ampak me je ful presenetila, ker so skozi ribje olje dejansko spuščali kisik 3 tedne. Se pravi, večja oksidacija, ko je bila v tem ribjem olju, ne bi mogla biti. Ampak, ko so ga zaužili v telo, se ni obnašal drugače, ko se pa obnaša čist sveže ribje olje. Tako da, očitno je ribje olje oziroma omega-3 olje živalskega izvora veliko bolj obstojno, kot smo si pa sami mislili. Ta študija bo zdaj od spod v opisu, tudi pa si jo lahko sam greš prebrati, da je nam zdaj tule obnavljal. Ok, zdaj se pa čisto za na konc ena študija, ko je bila pa meni osebno najbolj všeč, bila je ful kvalitetna, pa bila je narejena prvo na živalih, pol pa na ljudeh. Bila je dvojna placebo randomizirana študija, kjer so primerjali vnos 1000 mg EPA maščobne kisline v primerjavi z, mislim, da 20 ali 30 mg Prozaca pri bolnikih z močno obliko depresije. To je ona depresija, ko je tako močna, eni so opisovali svoje simptome, da je bila tako močna, da se jim zjutraj ni ljubilo vstati pa ubiti. Tako depresivni so bili včasih, ko so se zbudili. Tako močne depresivne simptome so imeli. In so ugotovili, da 1000 mg na dan DHA olja, oziroma maščobne kisline, je bilo isto učinkovito, kot najbolj učinkovito zdravilo za depresijo. In to samo zaradi tega so tudi pol oni zaključili, oziroma omenijo v študiji, da zaradi tega, ker se je izboljšal sam omega-3 indeks. Plus tega, da tako smo prej že rekli, EPA olje oziroma EPA maščobna kislina je ena izmed najbolj pomembnih za razvoj samih možganov in za samo delovanje možganov v starosti. To je pa to. S tem bi jaz zaključil moje nakladanje o omega-3, omega-6, omega-3 indeksu, nasičenih maščobnih kislinah, pa še kaj sem povedal. Če koga še kaj zanima, prosim, pusti komentar, napiši zasebno, karkoli. Če koga karkoli zanima, jaz zdaj ne morem delati priporočil, seveda, koliko na dan imati, tam sem sam omenil, tako da to, koliko boš ti na dan imal, se posvetuj z zdravnikom, oziroma s tem tvojim, ko pač delaš z njim za prehrano, ker jaz nisem ekspert za smernice, vse, kar sem povedal, je bilo samo moje mnenje. Kar sem pa povedal iz študij, so pa itak letele slike gor. To je to, hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!